Torej, enkrat sem že povedal, ampak ste itak pozabili, zato bom še enkrat. Zelo logično je, zakaj je Subaru svoj novi model poimenoval Levorg. Poglejte, LE vzameš od Legacy, od Revolution v O in R in G pa od Touring. Evo, logično. Končno so fani Subaruja spet dobili avtomobil, nad katerim se lahko slinijo. Samo poglejte ga z vsemi temi luknjami, kot ena mešanica in prece, no, VRX, STI in Legacy je. Ampak vas moram razočarati, tisti na vrhu pri Subaruju so se odločili, da hude 300 konjske variante z ročnim menjalnikom pa ne bodo pripeljali k nam. Mi smo obsojeni na ta 1,6 litrski 4-valjni turbo boxer, ki pa sicer tudi ni švoh. 125 kW oziroma 170 konjev ima in 250 Nm navora. Ampak je spojen z brezstopenjskim menjalnikom Lineartronic. Ja, pri nas samo s tem in ravno zato bo najbrž izgubil precej kupcev. Menjalnik ni slab, ima tudi vnaprej določena prestavna razmerja in obvolanske ročice, ampak je dober samo dokler voznik od njega ne zahteva preveč. Vsiljiv je pri visokih vrtljajih, ne pusti svobode, pa še glasanje. Sumim tudi, da je kriv za veliko porabo, ker Levorg enostavno porabi preveč. Povprečno okrog 10 litrov, še na regionalki na avtocesti ga nisem mogel spraviti pod 9. Motor je sicer nov in po občutku zelo dober. Pri nizkih vrtljajih krasno vleče in ob vsaki menjavi prestave te malo brcne v hrbet, kar je fino. Ampak še bolj kot motor navduši vse ostalo. Levorg se namreč pelje kot pravi Subaru, krasno je uglašen, krmiljenje je prijetno težko, nagibanja skoraj da ni, volan je športen in izvrsten, oprijema na cesti pa kar ne zmanjka. Tukaj sediš kot v VRX STI, nizko, športno, še kabina je skoraj enaka. Nimaš občutka, da voziš za sabo tako gmoto. Ni pa igriv, kot so bili včasih Subaruji, bolj resen paket je tole. Sem šel zadnjič celo preveriti na tale let in avto kar nekako ni hotel zdrzniti, tako kot sem jaz hotel. Za družine je z veliko prostora na zadnji klopi in s tem 522 litrskim prtljažnikom, skoraj 1500 litrov prostorine ima, če podrete zadnje sedeže. Paketa opreme sta samo dva, tale je cenejši, zato avto stane okrog 27 evrov in tudi dodatne opreme ni veliko, praktično samo barva za dobrih 500 evrov. Pod črto je avto v bistvu poceni, ker je poleg vsega seveda še tradicionalno štirikolesno gnan. Konkurenca vse to ponuja za nekaj tisočakov več, zato tudi večja poraba goriva potem ni tak problem. Škoda je le, ker je k nam prišel samo v tej kombinaciji motorja in menjalnika. Če bi bil na voljo z ročnim menjalnikom in dizelskim motorjem, verjamem, da bi na našem trgu imel bistveno več šans. Ampak zato bo spet tako zelo poseben in to nam je tudi všeč.